Še nekaj korakov do skrajnega roba pečine, nagne se naprej, razpre roke in skoči v neznano. Po 2 sekundah prostega pada se obleka napihne in Edosenica poleti. Kot ptica dobesedno jadra skozi zrak. Jaz ne vem, če bi lahko rekel, da je bila to moja neka prvotna, primarna želja po samem letenju, ampak absolutno sem imel najbrž iste sanje, kot marsikateri mulc, če lahko tako rečem. In moram reči, da sem bil kar fan Batmana v nekem obdobju, no, ker se to mogoče tako otroče sliši. Ampak jaz mislim, da je marsikdo, če nismo vsi majčkeno fantazirali o temu, ali pa si saj zamišljali, kako bi to izgledalo. V posebni obleki za letenje, nekateri pravijo tudi netopirska obleka, je prvič skočil pri 22 letih. Od takrat ima za sabo več kot 2000 skokov bejs. Čeprav je skakal tudi z visokih azijskih stolpnic, njegova ljubezen ostaja skakanje s hribov. Če je le mogoče, skače vsaj 2-krat na teden, včasih tudi večkrat na dan. Vedno je osredotočen na samo letenje. Tudi če vse načrtuje, se lahko med letom zgodi kaj nepričakovanega. Ja, bil sem na drevesu 2-krat, ampak je bila to zavestna odločitev zaradi nekih vremenskih pogojev. Odkrito prizna, da ga je kljub izkušnjam včasih tudi strah, predvsem od skoka. Jaz imam ful strah pred tem, da mi bo spodrsnil. Jaz čim vidim neko travo, pa roso, pa vlago mi je, da je malo ledu gor, pa to. Jaz imam sol zraven, vržem sol gor, kamenčke gor in pač čakam na soncu, dokler se to ne stopi.